Živijo, dragi moji, ta video bo tokrat namenjen učinkovitosti, uspešnosti, manj je več. In pogledala sem analizo videov, katere sem posnela v lanskem letu in sem ugotovila, da videi, ki so kratki, tam nekje do 15 minut jih pogledate, tisti, ki so pa malo daljši, je pa neka peščica ljudi, ki jih spremlja, nekateri pa ne. Tako da srčno upam, da bom tale video v 15 minutah posnela, da boste dobili nekaj usmeritev, nekaj smernic, ne bi rekla nasvetov, vse, kar bom delila mojo zgodbo in da boste skozi mojo zgodbo spoznali, kaj lahko vi naredite spremembo v vašem življenju. Najprej, pogledala sem video za leto 2020, 16. januarja sem ga posnela, ker sem delila z vami, kaj bom počela, na kak način bom delala. Prav zanimivo je bilo gledati video, če bi se pogledala 3 leta nazaj, bi rekla, tak, ampak tokrat sem se nasmejala in sem rekla, pogled, kako sem zrasla. Po drugi strani pa vam lahko iskreno delim z vami, da vse cilje, katere napišem, jih tudi izpolnim. Vendar z to tezo, da včasih pozabim, da delovnost ni enako kot učinkovitost. Da če imamo vsega preveč, to ne pomeni, da smo tudi učinkoviti. Tako da najprej bi pa res želela deliti z vami 3 nasvete, ki so zelo, zelo, zelo pomembni za vse nas. Iz tega sem se jaz najbolj naučila. Prvi nasvet, ne primerjajte se z nikomer. Vi ste svoj kreator svojega življenja. To je čisto enako, kot če vam rečem, vi sami plačate položnice. Nikomor ne odnesete položnice, pa rečete, naj vam plača. Ali so to tisti vaši guruji, vzorniki, ne vem, sledilci, nesledilci, influencerji, kakorkoli. Vse, kar počnete, delajte to, kar vi čutite, da je prav. Zato je prav, da slišite svoje srce. Ker slej ko prej ga enkrat morate poslušati. A veste, ker tako vaše dejanja pokažejo, kaj v resnici vi mislite. Zato, ko delite, ne vem, kakršnakoli influencerje pa kvote in če ne živite ta kvot, to se vam tako vidi. To se še spomnim presepa, ker je bilo čisto enako. To je prva stvar. Druga zadeva, kar je, bodite potrpežljivi do sebe. Če ste danes stari 30 let in ste 30 let imeli neke vzorce, ne morete te vzorce odpraviti v roku, ne vem, 14 dni, 1 meseca, 3 mesecev. Ne gre, res ne gre. Zato si dovolite čas, da postopoma delate na sebi. Postopoma. In boste videli, kako boste po korakih spoznali, wow, kakšno spremembo ste naredili. Če se vrnem nazaj, v 5 letih, če pogledam, kakšno spremembo sem naredila, wow, si vsako leto čestitam in sem hvaležna za vse, kar se mi dogaja v življenju. Res, vsako leto si čestitam za vse moje dosežke, ki sem jih naredila. In ta tretja stvar, katera je pomembna, če ne bomo si razporedili vloge, katere počnemo v svojem življenju, bomo konstantno nekje pešali. Zato je dobro, da si razdelite vloge. Jaz danes ne bom se na to temo kaj dosti ustavljala, ampak pomembno, kar je, dan ima 24 ur. Od 24 ur veste, koliko ur spite, koliko ur telovadite. Ne vem, jaz upam, da vsak od nas se zaveda, koliko je ta zdrav duh v zdravem telesu pomemben. In potem te svoje vloge razporedite. In pomembno je, da, naprimer, jaz sem si napisala, da 6 ur spim, da 2 uri telovadim, pa 1 uro, da namenim za hrano. To pomeni, da tudi vzamem si čas za hrano, za vsaj 2-3 obroke in da se zavedam, da je to hrano potrebno s hvaležnostjo unesti v svoje telo. No, ampak kaj je pomembno? Če imam seštevek 9 ur, ki jih redno porabim na dan, od 24 se zavedam, da je 15 ur, ki jih moram razporediti na druge vloge. Tako da, evo, to je ena taka izkušnja, ki sem jo v tem letu najbolj potrebovala, zaradi tega, ker si vsako leto izpišem te vloge, ampak to leto sem pa videla, da so se te moje vloge čisto podrle. In se spomnim, ko je moj mož vprašal in je rekel, če bom delala tako še v letu 2021, je bolje, da se vrnem nazaj v skazo, ker sem v skazi imela dosti bolj razporejene vloge, kot pa v letu 2020. Zakaj? Zaradi tega, ker je bilo leto 2020 tudi dokazovanje sami sebi. Ali zmorem vse to, kar zmorem. Ok, no in zdaj bom skozi mojo zgodbo, to pomeni, to je tretja stvar, katero bi želela. Najprej bodite sami svoj gospodar,
in sledite sebi, poslušajte svoje srce. Drugo, bodite potrpežljivi, da ne gre vse, da boste rešili v enem dnevu. Ta tretja stvar je pa, razdelite si vloge. Ampak to naslednjič. Mislim, ne naslednjič, to je na enem izmed mojih seminarjev tudi zelo dobro napisano. Če pogledamo to, kar sem začela video, manj je več, ali sem uspešen, kaj pomeni beseda uspešen, ali pomeni to, kako sem srečna vznotraj, ali to res samo pomeni, koliko imam denarja na TRR-ju, in nasplošno, kaj je učinkovitost pa delovnost. To marsikdaj pomešamo, res pomešamo. Zato toliko veliko govorim o temeljih. Če imamo dobro postavljene temelje, potem nam je čisto vse v življenju lažje. Ti temelji nas vodijo do tega, da v resnici vemo, kdo smo, kaj želimo postati in zakaj počnemo to, kar počnemo. No, to je to, kar govorimo. Vrednote, poslanstvo, vizija. In to je pri meni kot alfa omega. In nobenega coachinga s nobenim družinskim podjetjem ne delam, če nimamo to najprej postavljeno. In zdaj bom samo delila svojo izkušnjo, zaradi tega, da boste razumeli, da nekdo bi me videl kot zelo, zelo uspešno, učinkovito, jaz vam bom pa prikazala, da nisem bila tako učinkovita niti uspešna. V letu 2020 sem vse cilje dosegla, razen finančnega, to meni vse, karkoli sem si zastavila, to sem dosegla. Imela sem svoje delavnice, imela sem svoje oddaje, predstavila sem naše podjetje, imela sem oddaje na televiziji, na onlineu, karkoli, če bi lahko upoštevali, in če vam samo preberem, koliko je bilo vsega tega, da boste razumeli. To meni 13 videov z našimi zaposlenimi, z našimi izkaze, 20 oddaj vse se da, kjer ste lahko od raznih strokovnjakov se naučili karkoli in tudi naredili spremembo, 15 knjižnih videov, klubov, ki sem jih posnela vsak četrtek, ki je bil potem 25 drugih videov v raznih temah, in na gibanju spremembe vredna smo manjka v enem letu objavile več kot 290 poučnih postov. 290 poučnih postov, seveda nisem sama, to so tudi naše ambasadorke, in v manjko v enem letu imamo 3041 članic. Naj vam povem, da to se ful lepo sliši, vse je krasno in lepo, ampak po drugi strani, ko sem potegnila črto svojega leta 2020, sem ugotovila, da sem bila vse povsod razpršena, vse premalo svojo družino in tam, kjer je največja moja dodana vrednost. Kljub temu, kar sem vam naštela, veste, da pa še od nečesa moram živeti, živim pa še od družinskih podjetij, to pomeni svetujem družinskim podjetjem, sem coachinja tudi voditeljem oziroma direktorjem in posledično še izobražujem v skazi. To je bilo čisto vse dobrodelno. Vse to, kar ste prej slišali, je bilo dobrodelno. In če pogledamo, če si ti tako dober na eni strani, na drugi strani na koncu leta si rečeš, wow, koliko sem uspešen, in če vidiš, da nisi učinkovit, je potrebno počasi rezati. Zato, dragi moji, eno tako izkušnjo z vami bi želela deliti, raje manj in tam bodite učinkoviti. Spomnite se, da samo vi plačate svoje položnice in samo vi lahko daste zgled svojim otrokom, kako naj živijo in kako naj vzamejo življenje, kako vidijo ta poslovni svet, kako vidijo osebno življenje in tako naprej. Mi smo največji vzorniki njim in največji zgled vsem, tako v podjetju kot tudi doma. Zato, dragi moji, za to leto bo moje malce drugačno. Marsikatero stvar sem ukinila, obdržala bom še lastno nekaj srečanj, zaradi tega, ker mi je res pomagala za EFT tehniko, predvsem neke določene moje vzorce odstraniti, medtem ko vse ostalo bom pa počasi dala na stran in se res fokusirala, osredotočila na tisto, kar je najbolj pomembno. Prva zadeva, katera je, marsikdo je želel vstopiti z mano v kontakt in sem se mu zdela za osebni coaching predraga. Zato sem naredila še v decembru, sem naredila online tečaj, ki ga bom šele zdaj objavila,
kjer lahko v 6-mesečnem nekem času, 6 mesecev imate online tečaj, res naredite spremembo na sebi. To pomeni od sprejemanja sebe, od hvaležnosti, od postavljanja svojega avatarja, od dejansko, da res se začnete zavedati, kdo v resnici ste in kaj je tisto, da boste srečni tudi vnaprej. Druga stvar, katera je, res si srčno želim pomagati družinskim podjetjem, zato bo moj čas usmerjen družinskim podjetjem in tudi to je, več kot 5 družinskih podjetij ne more človek prevzeti, zaradi tega, ker je treba delati z njimi. In ta tretja stvar, katera je, izvajala bom še coachinge, ampak predvsem za voditeljice in voditelje, ki vodijo druge ljudi. Ker zakaj? Ker najprej, če znajo voditi sebe, bodo znali tudi voditi druge. Če ne znamo voditi sebe, pač nažalost ne moremo voditi druge. Tako da, dragi moji, ne bom toliko z vami na vseh različnih omrežjih, pa vam dajala toliko teh vsebin. Vsi tisti, ki želite narediti nekaj na sebi, boste imeli moj online tečaj, 6-mesečni online tečaj, ki vam bo pomagal, obljubim vam, narediti spremembo na vašem osebnem in poslovnem področju. Res obljubim, skozi moje izkušnje, skozi moje znanja, ki sem jih dobila od raznih gurujev, Joe Dispenza, Jim Rohna, od Bruce Liptona, Louise Hay in ne vem koga še, da bi vam naštevala, Simona Sineka in tako naprej, sem združila, vse tehnike so uporabne, ampak vzela sem tisto, katera je meni najbolj pomagala, da sem danes tukaj, kjer sem. 6-mesečno na 14 dni boste z mano in boste lahko funkcionirali in delali. Je online tečaj, to pomeni kadarkoli želite in na kakršenkoli način. Lahko zjutraj, zvečer, kadarkoli delate. Druga zadeva, katera pa je, da res vzamite si čas in si napišite vaše vloge, koliko časa boste namenili za kakšno vlogo, koliko časa boste tudi prisotni na socialnih omrežjih, koliko časa boste prisotni s svojimi sodelavci, koliko časa boste prisotni s svojo družino, kajti vse te vloge je potrebno izpopolniti, zato da ste lahko srečni. Ker če ne preživite niti 1 ure svojo družino, pomeni, da vam to manjka. Ta ljubezen, ki jo dobite od svojih članov, jo ne morete prenesti naprej. Tako da, dragi moji, mogoče en stavek sem si še tle napisala, pa da, ko nas karkoli zaboli, ko nam nekdo drug reče, to nas ne zaboli zaradi tega, ker je ta oseba nas želela prizadeti, ampak zaradi tega, ker kot mali otrok ali neki vzorce, katere imamo, še stare ali pa naše vedenjske vzorce, blokade, ki jih imamo še iz otroštva, iz najstniških dni, nismo pozdravili. Bolj, ko bomo delali na sebi, to pomeni na tem notranjem otroku, tem našem malem otroku, bolj bomo živeli srečno, zdravo in uspešno življenje. In bolj se bomo zavedali in znali reči, ne, to bom, to pa ne bom naredil. Tako da, res si želim, da se zavedate, da je življenje vaše, da ste vi kreator svojega življenja in da želim, da slišite samo svoje srce in sledite sebi. Je pa potrebno dobiti določena znanja, da boste znali pristopiti k sebi, se zavedati svoje učinkovitosti in predvsem uspešnosti, tako na osebnem, kot tudi na poslovnem področju. Želim vam krasen teden in upam, da čim bolj delate na sebi. Čau, čau.